Živijo, Uroš tukaj iz Kemita Running Academy in dobrodošli v kratkih poučnih videih o tehniki trail teka. Prva epizoda danes bo o primerjavi tehniki teka na eni strani trail teka in na drugi strani ceste. Kaj vam prvo pride na pamet? Prva stvar je gotovo ta, da se trail tek odvija v prelepi naravi, kot je ta tukaj sredi Ljubljane, da bi si mislil. Druga stvar je pa, da se cestni tek odvija tako, kot že ime pove, predvsem na cesti, na asfaltnih površinah, nekje v ulicah, pa tudi če to ni na ulicah, je še vedno asfalt tisti medij, po katerem tečete. Zakaj imajo večinoma ljudi radi trail tek? Je gotovo ta narava, prav zaradi tega se v zadnjih letih se mi zdi vse več tekem, vse več tekačev seli v naravo, medtem ko število udeležencev na cesti malenkost pada. Pa kaj je še prednost tekem oziroma trail tekaških dogodkov? Je to, da so zelo netekmovalne narave. Medtem ko na cesti vedno tudi sam priznam, lovimo neke sekunde, neke minute, neke rekorde soseda pred nami, za nami, bežimo pred nekom. V trail teku nekako sodelujemo samo zaradi tega, ker hočemo doživeti tisto destinacijo, hočemo doživeti tisto traso, hočemo doživeti naravo. Ne gleda se predvsem, kdo bo prvi, kdo bo drugi, kdo bo tretji. Seveda še vedno obstajajo tekmovalci in to dobri tekmovalci, ampak večina v bistvu tečemo na trail tekih za razglede, večina teče za tisti selfie na najvišji točki in to je v bistvu tisto, kar daje neko prvinskost teku, trail teku in zaradi tega se mislim, da večina ljudi obrača nazaj. Prednosti, slabosti, vsaka stvar jih ima. Če gremo najprej v bistvu na trail tek. Trail tek, če bi primerjali nekako, ne vem, s prve strani poškodbe, neke razlike hude ni, čeprav se v praksi pokaže, da so trail tekači načeloma manj srečujejo z temi specifičnimi tekaškimi poškodbami preobremenitvenega tipa. Zakaj? Prvo bi verjetno pomislil zato, ker se pač cestni tek odvija na asfaltu, medtem ko se trail tek odvija na mehkih površinah, pa vendar ni tako. Glavna stvar, glavna razlika je specifičnost gibanja. Medtem ko na trail teku tečete po neravnih površinah, menjate smer, skačete enkrat levo, desno, enkrat je korak krajši, drugič je daljši, morate daj tudi zahoditi. Na drugi strani, na cesti, je v bistvu tek samo ciklično ponavljanje enega in istega koraka, načeloma v isti dolžini in na ta način so površine v sklepih, točno iste točke, konstantno obremenjene. In to je tista stvar, ki preobremeni strukture in to je tista stvar, ki povzroča preobremenitvene poškodbe, bodisi na ravni nekih trdih struktur, pasivnih struktur ali pa tudi v bistvu mišic, ki so kot recimo aktivne strukture. Ok, kako naj izgleda tehnika trail teka? Zelo različno. Se pravi, če na cesti tečemo bolj kot ne konstantno, konstanten korak, roke delajo naprej nazaj, pravzaprav se parametri ne spreminjajo tako zelo, se na trail teku, na stezicah, tehnika teka spreminja iz sekunde v sekundo. Zato da eden edini nasvet, ki vam ga lahko dam, je ta, da ohranjate korak kratek in pristajate čim bolj pod težišče telesa. To vas bo varovalo predvsem pred tem, da naredite predolg korak in pristanete na celo oziroma stegnjeno nogo, ki pa je dokazano dejavnik tveganja in lahko povzroča preobremenitvene poškodbe. Roke naj bodo v bistvu v gibanju, ne rabijo pa vedno delati tako kot pri cesti naprej nazaj, ampak lahko tudi malenkost odstopajo od tega gibanja. Predvsem pa svojo tehniko teka na stezicah prilagajate terenu. Če greste gor, boste šli bolj počasi, boste hodili, ko greste po klancu navzdol, boste šli mogoče malenkost hitreje, vseeno varno, po ravnini pa si lahko date malce več duška. Tako da tehnika trail teka v naravi je odvisna predvsem od terena, vaše telo pa naj se temu terenu prilagaja. Ok, cesta proti trail teku, čeprav si gre za
enako gibanje, se pravi gre za tek za prestavljanje leve pred desno nogo in obratno, potrebujemo nekako specifično opremo. Trail copate za trail tek in cestne copate za cestni tek. Po čem se razlikujejo? Trail copati so predvsem bolj narebreni spodaj, se pravi imajo večji profil, zaradi tega, da zagotavljajo boljši oprijem. V zgornjem delu so malenkost močnejši, tudi s kakšno kapco na sprednjem delu stopala, da zavaruje kakšno brco v skalo, korenino. Predvsem so pa bolj togi, bolj stabilni, za bolj stabilen korak. Cestni copati na drugi strani so odvisni predvsem od blaženja. V zgornjem delu so manj čvrsti, nimajo kapce ponavadi in so zaradi tega tudi lažji. Obstaja več različnih vrst, ampak tako kot po trail teku, tudi pri cestnem teku. Katera vrsta teka je boljša? Vsak se bo mogel odločiti sam, težko rečemo boljša, slabša. Tudi sam večina leta tečem v teh copatih, večina leta tečem po trailih, se pravi po stezicah. Še vedno se pa rad, recimo na Ljubljanskem maratonu, pomerim sam s sabo, s svojim osebnim rekordom in tudi takrat rad zavijem na cesto.